Odmevi po vsakem koraku, ki ga naredimo v našem večnem plesu s temo, so glasovi nepojasnjenega. Vsak odmev deluje kot sila, ki nas vabi in vleče vse globje v brezno skrivnosti, iz katerega se morda nikoli ne bomo vrnili. V tej skrivnosti se pojavita dve vprašanji. Kdo je uničil Jolly Farmer? In zakaj so to storili? Bilo je leta 1989 v majhni vasici z imenom Black Nest v Hampshireu, Južna Anglija, kjer je bil doma prikupen angleški pub Jolly Farmer. Gostilna je bila tipična za angleške podeželske pube. Razen tega, da je bila v mirnem delu mesta, obdana s polji, območje ni bilo nič posebnega. Ni veljala za nič posebnega, pa vendar je postala tarča grozljivega napada v temnem večeru 4. decembra. Tisti večer je bilo vse videti povsem običajno. Gostje so si privoščili nekaj pijač in klepetali z natakarji ter natakarcami. Do 2. ure zjutraj so zvoki trkanja kozarcev in glasnih pogovorov že potihnili. Bar je bil zaprt in stranke so se opotekle domov. V Jolly Farmerju sta ostala še upravnik bara Richard Dean in kuhar Clifford Hose, ki sta pospravljala mize in štila denar. Nekje v zgodnjih jutranjih urah je telefon v baru prenehal delovati, brez očitnega razloga. Niti Dean, niti Hose nista opazila nič nenavadnega, vse do 2:40 zjutraj. Iz Jolly Farmerja je odjeknila silovita eksplozija. Zvok je bilo slišati 2 milji daleč in privabil je veliko množico na območje. Reševalne službe so bile na kraju dogodka v trenutku, kjer jih je pričakal osupljiv prizor. Tam, kjer je nekoč stal pub, je bil zdaj kup ruševin. Razen tega, da so domačini vedeli, kateri lokal je bil tam, sta bila edina prepoznavna znaka poškodovan znak in dimnik, ki je ostal stati. Ostanki so bili raztreseni vse naokrog, več kot 100 jardov od kraja eksplozije. Med razbitinami so bili božična darila in sočki piva, medtem ko so reševalci začeli preiskovati ruševine v iskanju preživelih. In kot meč Excaliburja se je iz ruševin pojavila roka, ki je čakala, da jo izvlečejo iz njene kamnite kletke. Bil je Dean, njegova oblačila so se sestopila na njegovi koži. Naglo so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga zdravili zaradi hudih opeklin na četrtini telesa. Žal so Hoesa odkrili šele 12 ur kasneje. Bil je nad mestom eksplozije in končal v kleti pod njim. Skupaj z ruševinami stavbe in božičnim konfeti je bil prisoten močan vonj, ki so ga hitro prepoznali kot bencin. To je bila značilnost, ki je vzbudila resen sum, in oblasti so začele verjeti, da ta tragični dogodek ni bil nesreča. Jolly Farmer, ali kar je od njega ostalo, je bil označen kot prizorišče zločina. Preiskovalci so hitro ugotovili vir vonja po bencinu. Polili so ga skozi lesena vrata v klet, kjer so dostavljali sode in druge zaloge. Tekočina se je nabrala pod gostilno in bila namerno zažgana. Neznani napadalec je ta dogodek skrbno načrtoval do zadnje podrobnosti, vključno s pretrganjem telefonskih linij, da tisti v notranjosti ne bi mogli poklicati reševalcev, če bi opazili plamene ali zavohali dim. Primer je bil prekvalificiran v preiskavo umora in iskanje storilca, ki ga tiste usodne noči nihče ni videl ali slišal. Kolikor so lahko preiskovalci ugotovili, Jolly Farmer ali nihče od zaposlenih tam ni imel znanih sovražnikov. Najboljša teorija, ki so jo preiskovalci lahko oblikovali, je bila, da je šlo za primer zamenjave identitete. Leta 2008 je bila izvedena še ena preiskava dogodka, vendar odgovorov niso našli. Ni bilo nobenih dokazov, ki bi lahko začeli razkrivati skrivnost dogajanja tistega večera, in skrivnost še vedno ostaja. Vprašanja ostajajo. Kdo je uničil Jolly Farmer? In zakaj so to storili? 11. marca 2011 so prebivalci območja ob japonskem jarku doživeli neprijetno prebujenje. Potres z grozljivo magnitudo 9,1 je stresel severovzhodno obalo Honshuja in sprožil ogromen tsunami, ki je dosegel obalo v samo 30 minutah, podrl morske zidove in v naslednjih dneh onesposobil 3 jedrske reaktorje. Dogodek je postal znan kot potres in tsunami v Tohokuju leta 2011.
To je bila katastrofa, ki je porušila hiše, uničila zemljo, onesposobila oskrbo z elektriko in zahtevala na tisoče življenj. Zabeleženih je bilo 15.899 smrtnih žrtev, 2.526 ljudi je bilo pogrešanih in več kot 6.000 ranjenih. 123.000 hiš se je porušilo, še milijon pa jih je bilo poškodovanih. Tsunami. Visok 12 čevljev in hiter 500 milj na uro je bil odgovoren za večino škode. Tisti, ki so preživeli to grozljivo nesrečo, so ostali brez domov, hrane in z grozljivimi prizori, ki jim bodo zavedno ostali v spominu. Ob prizorih tega izjemno travmatičnega dogodka, statistiki in škodi, ostaja skrivnost, ki kljubuje razlagi. To je bila skrivnost vala domnevnih prikazov duhov in nepojasnjenih srečanj, ki naj bi se začela po uničenju, ki ga je povzročil tsunami. Prav ko se je življenje na obali začelo vračati v normalno stanje, so se začela nenavadna opažanja. Taksisti na najbolj prizadetih območjih, kot sta Sendai ali Ishinomaki, so poročali o nekaterih vznemirjajočih zgodbah. Več voznikov je trdilo, da so pobrali potnike, ki so skrivnostno izginili sredi vožnje, še preden so dosegli svoj cilj. Pogosto so potniki navedli naslove, ki v soseskah, ki jih je uničil tsunami, niso več obstajali. Po tsunamiju so taksisti poročali o srhljivo hladnih zadnjih sedežih in zmedenih pogovorih s temi sablastnimi potniki. Pogosto pa so vožnje zaključili, tudi ko so potniki izginili. Drugi prebivalci so videli postave, premočene od tsunamija, predmete, ki so se premikali brez razlage, in elektroniko, ki se je obnašala nenavadno. Kljub skeptičnim trditvam o PTSM so prebivalci vztrajali pri svojih zgodbah, kar je pustilo prepričljivo in strašljivo skrivnost. Po skrivnostni legendi, ki kroži na Univerzi Severne Karoline, je mladi študent postal žrtev brutalnega zločina, ko je skušal pridobiti naklonjenost drugega študenta. Bilo je leta 1833, ko se je Peter Drumgoole brezupno zaljubil v Fanny, študentko iz Chapel Hilla. Oba sta skoraj takoj postala par in se začela na skrivaj srečevati na ravni skali blizu pečine. Njuna ljubezen je bila neprimerljiva in je bila kot iz ljubezenskega romana. To je trajalo, dokler ni drugi snubec nenadoma vse pokvaril. Ta snubec je bil Peterjev dober prijatelj, prav tako študent na univerzi. Peter je opazil, da se tudi on trudi osvojiti Fannino naklonjenost, kar je povzročilo izjemno ljubosumje. Legenda pravi, da namesto da bi ravnal po svojih čustvih, se je preprosto poskušal izogibati svojemu prijatelju. A prijatelj ga je vztrajno nadlegoval, dokler ni nekega dne vse skupaj prišlo do vrelišča. Oba sta se srečala na ozki poti, kjer je namerni udarec z ramo prerasel v vročo prepir. Tekmek je izval Petra na dvoboj, ki naj bi se končal s Petrovo smrtjo. V paniki sta tekmec in dva njegova prijatelja odnesla truplo na ravno skalo, kjer sta se Peter in Fanny pogosto srečevala. Izkopali so plitvo grob in pokopali svojo žrtev. Fanny, ne da bi vedela, da se je njenemu ljubljenemu kaj zgodilo, je še naprej hodila na skalo in dan za dnem čakala. Edini znak, poleg njegove odsotnosti, so bile rdeče lise na skali, ki so nakazovale, da se je njenemu ljubimcu zgodilo nekaj hudega. Legenda se je prenašala skozi stoletja, dokler se radovedni raziskovalci niso odločili poiskati domnevnega trupla Petra Drumgoola, a ga nikoli niso našli. Raziskovalci so začeli verjeti, da je bila celotna zgodba zgrajena zgolj na mitu, ki je le še dodal k pripovedim univerze. A izkaže se, da so nekateri deli zgodbe resnični. Peter Drumgoole je bil resničen študent Univerze Severne Karoline v Chapel Hillu, ki je januarja 1833 pisal svojemu očetu in mu sporočil, da ni opravil sprejemnega izpita. Njegov oče ni bil zadovoljen z zavrnitvijo svojega sina. Dodatno pa je ogenj jeze podžgalo še pismo, ki mu ga je poslal član fakultete in v katerem je namigoval, da se Peter predaja razuzdanosti. Sledila je izmenjava ostrih pisem, zadnje pa se je končalo z besedami: "Odločil sem se, da nikoli več ne bom videl obraza tistega starša, ki sem ga obravnaval s tako malo spoštovanja, in z namigom, da bo odplul v Evropo." Peter je nato pod skrivnostnimi okoliščinami izginil iz svojega bivališča. Za seboj je pustil veliko svojih stvari in ni plačal trgovcu iz Chapel Hilla. Sostanovalec je pogrešenega moškega opisal kot muhastega in nagnjenega k divjemu vedenju. In potem ni več nobenega zapisa o Peterjevih gibanjih. Tisti dan je preprosto izginil,
razblinil se je v neznano in kmalu postal del legende. Srhljivi in skrivnostni dogodki niso omejeni le na cerkve, nebo ali sence sosesk. Ti strašljivi dogodki se lahko zgodijo kjerkoli in vsakdo jim je lahko priča, kako se odvijajo. Najmanj pričakovano mesto za nerazložljiv dogodek pa bi bil vesoljski center. Da bi bil temu priča še uradni uslužbenec, pa presega meje verjetnosti. Pa vendar se je leta 1986 zgodilo prav to. Bil je vetroven večer v Houstonu, Teksasu, tema pa se je spuščala nad Johnsonov vesoljski center NASA. Večer je zaključil arhivar NASA Frank Shaw, ki je pravkar končal svojo izmeno in se odpravljal proti svojemu avtomobilu na parkirišču. V pisarni je bil precej miren dan. Za Shaw pa se je dan kmalu postal veliko bolj zanimiv, vendar ne na način, kot bi pričakoval. Saj se je, ko se je približal svojemu vozilu, ustavil, potem ko je iz kota očesa opazil nekaj, kar se je premaknilo. Dvignil je glavo in poravnal pogled z vrhom ogromne stavbe Johnsonovega vesoljskega centra. Škilel je proti nečemu, kar mu je pognalo srh po hrbtenici in si zaželel, da bi se hitreje usedel v avto. Na samem vrhu je bil prizor, ki je vzbujal le strah. To je bilo še nikoli prej videno bitje, veliko in črno kot noč. Imelo je ogromna netopirjeva krila, podobna gargojli. Ohromljen od panike je šol lahko le strmel van. Bilo je, kot da so se vse nočne more pojavile prav pred njegovimi očmi in strah, ki jih je spremljal, je preplavil njegovo telo. Bitje je očitno opazilo Shawa in njegove prodorne oči so se srečale z njegovimi. Arhivar je kasneje trdil, da se mu je zdelo, kot da je gargojla uživala v paniki, ki jo je povzročila. Bitje je nato razprlo svoja krila in oddalo prasketajoč zvok, ko je poletelo v noč. Noč. Minilo je še nekaj minut, preden se je moški dovolj pomiril, da se je lahko premaknil. Vstopil je v svoj avto, tresoč se, in začel pot domov. Doma je družina čakala na njegov prihod. Prišel je pozneje kot običajno, kar je v njih vzbudilo skrb. Ko je Shaw prispel domov, so takoj ugotovili, da je nekaj narobe. Shaw je bil brez barve v obrazu in brez sape, kmalu pa je začel pripovedovati najbolj noro zgodbo, kar so jih kdaj slišali. Seveda mu družina ni verjela in je mislila, da je moral napačno razumeti, kar je videl. Skupaj so se odločili, da o videnju ne sme povedati nikomur, in Shaw je držal besedo, medtem ko je poskušal izbrisati tisto noč iz svojega spomina. Učila ga je misel na to pošastno bitje, zato se je zaupal prijatelju, ki je bil tudi njegov nadzornik. Pričakoval je, da ga bodo takoj odpustili, a je bil Shaw prijetno presenečen nad odzivom. Nadzornik mu je povedal, da ni prvi, ki je opazil gargojla. Domnevno je bila že odprt dosje po prejšnjem opažanju in nepojasnjenih smrtih dveh stražarjev v vesoljskem centru. Shaw je občutil olajšanje, vendar pa dejstvo, da ni nor ali si ni bitja zgolj predstavljal, odpira vrsto novih vprašanj in večja tveganja. Kaj so v Houstonu videli on in drugi očividci? Bilo je leta 1982, ko je eden najbolj drznih in strašljivih zločinov pretresel Belgijo. To je bil napad Nivelge, ki sta ga sestavljala dva neustrašna moška. Bila sta mogočna moška, okrašena z opaznimi brki, opisana kot stara in prekaljena. Občasno se jima je pridružil še tretji moški, ki je bil videti podoben, in skupaj so povzročali kaos po Denamu. Izvajali so eno največjih zločinskih pohodov v zgodovini. Sprva so se zločini, povezani s temi moškimi, začeli 10. maja tistega leta v Bruslju, ko sta dva drzna tatova ukradla dve vozili. Eden izmed njiju je bil Austin Allegro, ki so ga kasneje zapustili zaradi slabega stanja. Drugo vozilo je bil Volkswagen Santana v dobrem stanju, ki so ga ukradli kar iz razstavnega salona. Avgusta je Santana postala avto za pobeg, par pa je po zapiralnem času vlomil v francosko trgovino z živili, oborožen s strelnim orožjem. Policija je bila obveščena o ropu uteku in se odzvala na kraj dogodka, vendar so bili ranjeni v izmenjavi strelov. Konec septembra so trije moški, oboroženi s strelnim orožjem, sredi belega dne povzročili teror v trgovini z orožjem, prisilili stranke in zaposlene, da so legli na tla, nato pa sistematično iskali orožje. Priče so jih opisale kot metodične in da so točno vedeli, kaj iščejo.
Policija je ponovno prišla na kraj dogodka, vendar so jih napadalci smrtno ranili. Do konca te preizkušnje je bilo ukradenih 15 kosov orožja, vključno s polavtomatskimi puškami in pištolami. 23. decembra je bil oskrbnik v gostilni Biresel smrtno ranjen in naj bi bil po nekaterih poročilih celo mučen. Žrtev je bil Jose van den Ende, podpornik španskega voditelja Francisca Franca, ki naj bi pogosto obiskoval strelišča, za katera so verjeli, da so zbirališča tistih, ki so jih imeli za osumljence v kriminalnem pohodu, tolpe Nivelge. Ko se je leto 1982 končalo, policija še vedno ni imela pojma, da so ti zločini kakorkoli povezani. Verjeli so, da so to naključni, nepovezani, sporadični incidenti. Pohod se prav tako še ni končal in 9. januarja 1983 se je groza nadaljevala. Začelo pa se je z odkritjem trupla v prtljažniku taksija. Na kraju zločina so našli ogorek cigarete, vendar DNK na njem ni bila povezana z nobenim osumljencem. Februarja so s pomočjo tretjega moškega oropali trgovino z živili v Genvalu. Tokrat je bil napad usmerjen na denar, nihče pa med dogodkom ni bil huje poškodovan. 2 dni kasneje so žensko prisilili, da je izstopila iz svojega Volkswagen Golfa in si je dobro ogledala osumljenca, kar je kasneje pripeljalo do enega izmed policijskih skiciranih portretov. V istem mesecu je bil iz mehanične delavnice ukraden Audi. Še ena trgovina z živili pa je bila tarča ropa, pri čemer je bil za pobeg uporabljen Volkswagen Golf. Marca so moški napadli še eno trgovino z živili, pri čemer so smrtno ranili upravitelja, medtem ko so bežali z denarjem, pa so večkrat ustrelili v trgovino, kar je razkrilo njihovo izjemno neusmiljeno naravo. Do konca leta 1983 je bila policija uradno v slepi ulici in še vedno ni vedela, da so vse te zločine izvajali isti storilci. In tako bi se nadaljevalo vse do leta 1986, pri čemer so podobni napadi zaznamovali naslednja 3 leta. Ob koncu svojega pohoda je tolpa Nivelge zabeležila 20 napadov, 40 ranjenih in 28 mrtvih. In vse, kar je imela policija, so bili nejasni opisi 3 osumljencev. Eden od njih je dobil ozdevek Velikan, moški, ki je bil visok več kot 180 cm in bil je opisan kot vodja skupine. Drugi moški je bil v svojih 30-ih, na videz starejši od vodje. Bil je visok, vendar ne tako visok kot Velikan. Prav ta posameznik je zbadal in se smejal žrtvam. On bi bil tudi tisti, ki bi pogosteje streljal. Tretji moški, ki se je redko pojavljal na prizoriščih zločinov, je bil imenovan starec ali voznik. Bil je precej starejši od ostalih 2, prekaljen in nizek. Bil je vpleten v napade in je bil voznik pri pobegu. Čeprav je bilo več posameznikov označenih kot osebe, ki jih zanima policija, niz zločinov nikoli ni bil razrešen. Prevladovala je teorija, da so bili storilci poklicni kriminalci in da so bili morda povezani s skrajno desničarskimi ekstremisti. Govorice o čudežih pogosto pustijo mnoge v dvomih, ali gre res za sveti dogodek, prevaro ali pa za pojav množične histerije. Ko gre za videnja Matere Marije in njeno domnevno božansko sporočilo, ki se občasno pojavijo v novicah, se ne moremo izogniti enakemu vprašanju. Tako je bilo tudi v še enem čudežnem primeru, ki se je začel 12. januarja 1973. Sestra Agnes Katsuko Sasagawa, japonska nuna, ki je bila gluha, je bila prva, ki je doživela nenavadna videnja, nerazložljive narave. Tistega dne je videla bleščeč žarek svetlobe, ki je prihajal iz tabernaklja, okrašene zaklenjene skrinje, ki pomeni božjo navzočnost med ljudmi. Bilo je skrivnostno in je sestro Agnes zagotovo šokiralo. Sčasoma je misel na to izginila iz njenega uma, a 2 dni kasneje se je skrivnostna svetloba ponovno pojavila in naznanila začetek niza nenavadnih pojavov, ki jih bo še doživela. 27. junija so se pri nuni nenadoma pojavile domnevne stigme, ranam, ki se naključno pojavijo na koži osebe, pogosto v povezavi s križanjem. Rana se je pojavila na njeni levi roki in je imela obliko križa. Roka sestre Agnes je ostala rdeče obarvana in je utripala v bolečinah. Ko so to priznali, se je v bližini prižgala lesena skulptura Marije. Dnevi so minevali brez novega incidenta, vse do začetka julija, ko se je bitje končno odločilo, da jo nagovori z besedami.
Med molitvijo v kapeli je kip Blažene Device Marije, izklesan iz enega kosa lesa drevesa Katsuja, postal nosilec sporočila. Iz njega se je zaslišal glas, ki ga je sestra Agnes čudežno lahko slišala. Glas je trdil, da bo njena gluhost kmalu ozdravljena. Prav tako je bilo naročeno, naj moli v zadoščenje za grehe ljudi in svoji predstojnici poroča o vsem, čemur je bila priča. Isti dan so druge sestre iz cerkve opazile, da iz roke kipa kaplja rdeča tekočina. 4-krat se je ta pojav ponovil, kar je v cerkvi povzročilo val strahu in hkrati radovednosti. Domnevno je rana, ki je poškodovala roko kipa, tam ostala več mesecev, preden je skrivnostno izginila. 29. septembra. Sestre so nato opazile, da se je na vratu in čelu Device Marije začela pojavljati znoj. Nekaj dni zatem je sestra Agnes prejela drugo sporočilo. Tokrat je glas pojasnil, da jeza, ki narašča v Gospodu, nakazuje, da bo vsemu človeštvu naložena velika kazen. Spet je bila nuna napotena, naj svoji predstojnici poroča o tem, kar je bilo povedano. 13. oktobra je sestra Agnes prijela svoje tretje in zadnje sporočilo od prikazanja, ki je bilo poimenovano Naša gospa iz Akite. Glas je začel s tem, da bo sporočilo posredovano njeni predstojnici. Domnevno je pojasnila, da se ljudje ne kesajo in se tudi ne izboljšujejo, zato bo oče človeštvu naložil veliko kazen. Redovnica je trdila, da ji je glas povedal, da bo demon požel veliko duš in da za porast grehov ne bo odpuščanja. Besede, ki so jih prenesli ostalim sestram in njihovi predstojnici, so vzbudile strah. Bilo je grozeče, še bolj pretresljivo pa je bilo domnevno življenjsko tekočina, ki naj bi naslednjih 6 let tekla iz oči kipa, preden je nenadoma prenehala. Sprožena je bila preiskava tega dogodka. Japonska katoliška cerkev pa ga je priznala kot pristnega. Verjeli so, da gre za sveti dogodek, medtem ko znanstvena skupnost tega ni mogla razumeti. Kaj se je tukaj v resnici zgodilo? Je bila vse skupaj prevara, kot se je izkazalo za mnoge druge, ali pa je bilo tukaj v igri nekaj bolj zloveščega in grozečega? Jessica Lynn Guarino, najmlajša od teh sester, je odraščala v okrožju Unicoi v Tennesseeju. Leta 2011, ko je imela 21 let, je pritegnila pozornost Carsona Camerona, 52-letnega moškega, ki je živel v Goldsboro v Severni Karolini in je imel nekaj sostanovalcev. Njena družina, ki ni odobravala te zveze, jo je iz več razlogov poskušala odvrniti od Camerona, vendar je bila Jessica zaljubljena do ušes in njihovi poskusi so bili zaman, saj se je do božiča mlada ženska preselila v dom svojega novega fanta na Old Grantham Road. Poleg starostne razlike je bila družina Guarino zaskrbljena tudi zaradi uporabe prepovedanih drog. Jessica naj bi imela zgodovino težav z drogami, Cameron pa naj bi bil še vedno pogost uporabnik. Čeprav je bila prisotna neprekinjena napetost, je družina ostajala v stalnem stiku. Vsaj tako je bilo do zadnjih dni januarja 2012, ko je Jessica opravila svoj zadnji telefonski klic sorodnikom. Poklicala je svojo sestro Ashley. Ashley je povedala, da ne bo plačana do naslednjega tedna in da ji bo do takrat na telefonu zmanjkalo minut. Naslednji teden je minil brez besede od 21-letnice in kmalu je postalo jasno, da pogrešajo dekle. Po prijavi na šerifovem uradu okrožja Wayne so njene zadnje premike izsledili do Caroline Treatment Center, ambulantne ustanove v 1700. bloku ulice East Ash Street v Goldsboro, Severna Karolina. Tam je bila 23. januarja 2012, vendar nihče ni povsem prepričan, kam je šla potem. Kasneje pa je sodelavec trdil, da jo je videl 25. januarja, torej 2 dni kasneje. Šerifov urad okrožja Wayne bi prav tako obvestil policijsko postajo Irwin v Tennesseeju, ki bi izvedla svojo lastno preiskavo in bila pozorna na pogrešano žensko. Preiskovalci so kmalu pristali na pragu Carsona Camerona, ki je imel nenavadno zgodbo zapovedati. Po njegovih besedah je njegova partnerka, s katero sta živela skupaj, nenadoma odšla sredi noči, ne da bi kaj povedala, in pustila vse svoje osebne stvari za seboj. Toda zgodba Carsona je bila kmalu postavljena pod vprašaj, ko so se preiskovalci obrnili na njegove sostanovalce. Sostanovalci, ki so živeli v hiši s Cameronom in Jessico, so trdili, da sta par dejansko odšla skupaj sredi noči, vendar se je le eden od njiju vrnil čez nekaj dni.
Nenavadno je, da je bila Jasikina kartica za prehranske bone še vedno v uporabi vsaj mesec dni potem, ko so jo prijavili kot pogrešano. Kartika je bila uporabljena na 2 lokacijah, v Charlestonu v Južni Karolini in v Goldsboru v Severni Karolini. Jessica od januarja ni dostopala do nobene svoje strani na družbenih omrežjih. V naslednjih mesecih so Camerona aretirali zaradi drugih neimenovanih obtožb, vendar je še vedno zavračal pogovor o svojem pogrešanem dekletu ali primeru. Ni ponudil nobenih informacij, ki bi lahko pomagale ugotoviti, kje je. In jasno je bilo, da je bil on zadnja oseba, ki jo je videla. Tiste usodne večere jo je spremljal in se vrnil brez nje. Kje je Jessica, ostaja srhljivo neznano. Okoliščine njene izginotja ostajajo nejasne. Cameron pa je še vedno v senci suma in dvoma. Družina Jessice ne verjame, da bi odšla, ne da bi jih prej kontaktirala. V tem primeru obstaja le nekaj majhnih sledi. Jessica pa je še danes pogrešana v zelo skrivnostnih okoliščinah. Suhiko Kyuchi je imel zanimivo življenje. Bil je pisatelj in lovec na komete, ki je v svojem življenju odkril 4 komete. Eden od teh kometov je bil celo poimenovan po njem. Iskanje teh nebesnih teles ni enostavno, saj oddajajo manj svetlobe kot zvezde. Kyuchi je bil zato veljal za odličnega lovca na komete. A nekaj še bolj izjemnega je tega posameznika poneslo v zloglasnost. Skrivnost tako nenavadna, da so znanstveniki še vedno zmedeni zaradi njegove zgodbe. Njegova zgodba se je začela leta 1977, ko je imel 22 let in je delal v japonskih zračnih samoobrambnih silah. Kot letalski dispatcher je nadzoroval upravljanje letalskih operacij, posebej za letalsko bazo Hyakuri v Omitami Ibaraki. Nekega večera med delom je Kyuchi preplavila močna bolečina, ki se je širila iz trebuha. Njegovi sodelavci so bili hitro obveščeni in odpeljani so ga v bolnišnico. V bolnišnici so Kyuchiju diagnosticirali zaporo 12. To stanje je lahko usodno, čemur se mladi moški ne bi mogel izogniti. Po več minutah oživljanja so ga razglasili za mrtvega. In to je bilo to. Zdravniki so slekli svoja kirurška oblačila in začeli pripravljati truplo. 30 minut kasneje so se bolnišnični uslužbenci že vrnili k svojim običajnim opravilom. Potem se je zgodilo nekaj resnično nepojasnjenega. Kyuchi se je zbudil. Uživel je, kot da bi bil v globokem spancu, a ni bil. Ob njegovi smrti je bilo prisotnih več zdravnikov, vendar so bili njihovi poskusi oživljanja zaman. Čeprav bi mnogi pričakovali, da bi Kyuchi, ki ga dolgo ni bilo, imel določeno stopnjo možganske poškodbe ali druge zdravstvene težave, je bil popolnoma v redu, razen tega, da je imel precej nenavadno izkušnjo med svojim skoraj večnim počitkom. Ko je prispel v popolno temo, je Kyuchi v daljavi opazil luč. Ta luč se je izkazala za tunel, ki ga je na nepojasni način privlačil. Ko je vstopil, se je znašel v novem okolju, poln cvetja in bujnega cvetočega travnika. Najbolj neverjetno je bilo, da je Kyuchi trdil, da je popolnoma čutil svoje telo. Hodil je bos in pod nogami je lahko čutil zemljo ter travo. Kmalu je odkril reko s čolnom, ki se je zibal na njej. Splezal je na čoln in z rokami veslal, kar je bila naporna dejavnost, zaradi katere se je, ko je prispel na drugo stran, počutil izčrpanega. Ko je prispel na obalo, je Kyuchi spoznal, da ni sam. Že 5 neznancev se mu je približalo. Eden izmed njih ga je vprašal, zakaj je tam. Moški je bil preveč osuplo, da bi spregovoril, in sam ni poznal odgovora. Ženska iz skupine ga je popeljala do gore in tam je ugotovil, kdo so ti neznanci. Bili so njegov pokojni bratranec in stari starši. Po tem razkritju je Kyuchi na gori zagledal obraz, ki mu je povedal nekaj, česar se ni mogel spomniti. Nekaj trenutkov kasneje se je Kyuchi zbudil v bolnišnici. Domnevno je lahko začutil, da sta se njegov dih in srčni utrip ustavila, vendar se še ni vrnil v svoje fizično telo. Njegova družina, ki ga je obkrožala s solzami na licih, ni slišala niti besede, ki jo je izrekel. Kyuchi je celo sledil svoji materi iz sobe in slišal, kako je govorila z njegovima sestrama, ter jima povedala, da je umrl. Ko je Kyuchi ponovno oživel in je družina ostala osupla, se je lahko spomnil pogovora, ki ga je slišal med svojo materjo in obema sestrama. Vsi so bili osupli nad to izjavo. Potem je Kyuchi začel priklicevati v spomin tudi druge dogodke, ki jih je doživel.
Med eno izmed izkušenj se je vrnil tisoče let nazaj v čas velikega potopa. Ugotovil je, da je voda prihajala iz kometa, ki je priletel preblizu Zemlji. Gravitacijska sila je potegnila led z kometa v Zemljino atmosfero, kar je povzročilo ogromen naliv, ki je v trenutku dvignil morsko gladino za 2000 metrov. Domnevno je Kjuči doživel nastanek vesolja. Trdil je, da se je vrnil v preteklost do samega začetka. To je bila izkušnja, ki ga je prisilila, da je ponovno premislil svoje prepričanje v veliki pok in namesto tega nakazala prisotnost večjega univerzalnega uma, kjer je vesolje ena velika zavest. Mladi mož je prav tako lahko napovedal nekatere vidike prihodnosti in trdil, da bo človeštvo v 80 letih odkrilo dokaze o napredni civilizaciji iz antičnega sveta. In med letoma 2024 in 2027 bodo v Južni Ameriki našli orjaške okostnjake. Vsi ti dogodki so se zgodili v 30 do 40 minutah, pri čemer je Kjuči ostal v svetu z mnogimi neodgovorjenimi vprašanji. Zdravniki in znanstveniki so bili osupli nad njegovo oživitvijo in nenavadnimi zgodbami, s katerimi se je vrnil. Strašljiv pojav fante oziroma lažnega socialnega delavca je v 90 letih prejšnjega stoletja zajel Združeno kraljestvo in Združene države Amerike. Neznane osebe, pogosto lepo oblečene, so se pretvarjale, da so socialni delavci, patronažne medicinske sestre ali podobni strokovnjaki, da bi si pridobile vstop v domove, pogosto pod pretvezo preverjanja dobrobiti ali cepljenja. Ključni dogodek se je zgodil v Sheffieldu, Južni Yorkshire, leta 1990, ko sta dve ženski, ki sta trdili, da sta iz NSPCC, obiskali dom Elizabete Copeland. 2 dni kasneje se je vrnil drug par agentov in ji grozil, da ji bodo odvzeli otroke na podlagi domnevne ocene tveganja. Copelandina prijava oblastem je razkrila, da NSPCC nima nobenega zapisa o teh obiskih, kar je privedlo do začetka operacije Operation Childcare. Drug Primer v Blessingtonu na Irskem leta 1991 je vključeval žensko, ki se je izdajala za patronažno medicinsko sestro in je poznala ime ter datum rojstva mladega dečka. Poskušala ga je odpeljati na tako imenovana cepljenja, vendar je odšla, ko je mati zahtevala, da ji pokaže osebno izkaznico. Vzhodni zdravstveni odbor je na to izdal opozorila. Poročila o teh prevarantskih obiskih, pogosto strani lepo oblečenega para, so leta 1991 prevladovala v več angleških okrožjih. Čeprav so bili ugrabitve redke, so bili ti incidenti vznemirjajoči. Ta pojav se je nadaljeval skozi 90. leta, storilci pa so postajali vse bolj prebrisani, saj so izdelovali lažne osebne izkaznice. Posamezni incidenti so bili prijavljeni še leta 2021, v katerih so lažni zdravstveni delavci izvajali domnevna cepljenja. Motivi ostajajo nejasni, teorije pa segajo od serijskih ugrabiteljev do množične histerije. Hitro razmišljanje staršev, ki so zahtevali, da se izkažejo ali obvestili oblasti, je morda preprečilo veliko daljši seznam pogrešanih otrok. Kaj je v resnici strmoglavilo v Virginiji, v Braziliji? To je vprašanje, ki je leta 1996 postalo glavna tema pogovorov v mestu med incidentom v Virginiji, brazilskim Roswellom, ki je skupnost pustil zaskrbljeno in v iskanju odgovorov, ki jih nikoli niso našli. Mesto v Minas Geraisu na jugovzhodu Brazilije je imelo 100.000 prebivalcev in velik del njih je začel podajati nenavadne trditve, kar je privedlo do obsežnega medijskega poročanja in temeljite preiskave. Vse se je začelo 13. januarja 1996, ko je Carlos de Souza potoval v Minas Gerais iz São Paula. Tisti dan se je nameraval dobiti z nekaj prijatelji. Imeli so načrt, da bodo leteli z nekaj letali. Med potovanjem pa je Carlos postal priča nepojasnjenemu dogodku. Opazil je čuden predmet v obliki cigare, ki je letel naravnost proti njemu. Ni mogel ugotoviti, kaj je to bilo, vendar je bil njegov zadnji del močno poškodovan. Zanj je izgledalo, kot da je bil predmet obstreljen. Predmet je bil 300 metrov nad tlemi in je hitro izgubljal višino. Tik preden je predmet dosegel avtocesto, je Carlos opazoval, kako je naredil nenaden popoln obrat, poletel v nasprotno smer, za trenutek drsel in nato treščil naravnost v tla. Carlos je ustavil avto ob cesti in se odpravil na kraj, kjer je videl, da je NLP strmoglavil. Ugotovil je, da je strmoglavil blizu Bele hiše.
Iz njega je puščala kemikalija, ki je ožgala 40 metrov trave. Predmet, ki ga je videl, je bil približno velikosti šolskega avtobusa, zdaj pa so bili okoli njega raztreseni ostanki, medtem ko je ležal kopan v zemljo. Carlos je zaznal vonj po amonijaku in našel čudne ostanke, podobne foliji, ki se je sama obnavljala. Vojska je prispela in mu ukazala, naj se umakne. Teden dni kasneje so študenti videli bitje v bližini telovadnice, vendar je vojska hitro zaprla območje. Isto popoldne je skupina treh žensk trdila, da so videle dvonožno bitje nezemeljskega izvora. Šepelo je na majhnem kosu zapuščene zemlje v mestu. Bilo je visoko okoli 150 cm in imelo je veliko glavo. Trdili so, da je bilo suho, z rjavo in oljnato kožo. Dan bi se končal z več nepojasnjenimi opažanji nezemljanov in vsaj enim poročilom o NLP-ju. Ta nenavadna in vznemirjajoča preizkušnja ostaja nepojasnjena in še naprej vznemirja vse, ki jo slišijo. To je bil upadljiv, zelen dvosed Bristol LSLSA, ki je 2. avgusta ob 12:45 odletel z letališča Georgetown in izginil v neznano. Majhno letalo je prevažalo 72-letnega Gregoryja Vaughna, 66-letnega Kima Warnerja in njuno ljubljeno psičko Molly, ko se je izgubilo ob severni obali Tasmanije. Njihov cilj je bil osrednji Novi Južni Wales, vendar bi jih pot vodila čez zloglasni Bassov preliv, avstralski Bermudski trikotnik. Prav na tem območju med Viktorijo in Tasmanijo je prišlo do več nepojasnjenih izginotij, ki so prizadela ladje in letala. Nestanovitno vreme, močni tokovi in slaba vidljivost so morda razlog za skrivnosti, ki se tukaj odvijajo. Desetletja je Bassov preliv požiral letalo za letalom in ladjo za ladjo, nato pa je znova udaril ter dodal še en primer na svoj vedno daljši seznam. Posebno obarvani Bristol naj bi pristal v regionalni Viktoriji, kjer bi natočil gorivo. NATO bi moral nadaljevati proti Hillstonu, vendar na letališče nikoli ni prispel, kot je bilo načrtovano. Takoj po 17. uri, na določen dan, ko bi morala Gregory in Kim pristati, so njihovi družinski člani obvestili oblasti, saj so verjeli, da se je moralo zgoditi nekaj groznega. V le nekaj trenutkih je bila sprožena preiskava. Ugotovili so, da Gregory, ki je pilotiral letalo, ni vzpostavil nobenega stika z oblastmi. Kontrolni stolpi prav tako niso prejeli nobenega klica na pomoč, kar kaže na to, da se je vse zgodilo tako hitro, da ni bilo časa za pošiljanje klica, ali pa pilot tega ni mogel storiti. Se je zdelo nepotrebno prijaviti nevarno situacijo, dokler ni bilo že prepozno. Na tem območju so nato sprožili obsežno iskalno akcijo z napredno tehnologijo, ki je bila na voljo oblastem. Kljub hitremu ukrepanju in intenzivnim prizadevanjem za iskanje živo obarvanega letala so Gregory, Kim in Molly še vedno ostali pogrešani. Zahtevne vremenske razmere so prizadevanja naredile zaman in upočasnile zračno iskanje. Ko se je vreme izboljšalo, so se operacije nadaljevale, vendar oblasti niso nič bližje razumevanju, kaj se je zgodilo tistega usodnega dne ali kje bi lahko končalo letalo in njegovi potniki. Do konca septembra so bila iskanja uradno prekinjena, policija pa je čakala na nove informacije, preden bi nadaljevala preiskavo. Upamo lahko le, da so potniki pristali na kopnem in niso padli v ocean. Par ima večletne izkušnje v letalstvu in ob tem se možnosti, da jih najdejo žive, hitro zmanjšujejo. Zaenkrat sta Bristol in njegova potnika še vedno pogrešana nad zloveščim, skrivnostnim Bassovim prelivom, brez kakršnih koli odgovorov v tej srhljivi zgodbi. Leto 2019. Razvoj naraščajoče krize, začetek pandemije, je prevladoval v novicah. Za Mehiko pa je bil strah, ki so ga doživljali, povsem drugačen. Nekaj resnično zloveščega se je pojavilo na ulicah, prežalo v sencah in strašilo prebivalce. Prebivalci Kojde v občini Chiapas so ostali brez spanca, kukali skozi okna in se tresli ob vsakem šumu. V mestu si potem niso upali zapustiti svojih hiš. Vrđeli so, da je tam nekdo, nekaj, kar preži v sencah in čaka na priložnost, da napade. Kar je to skrivnostno situacijo naredilo še bolj grozljivo, je bilo prepričanje, da je zalezovalec nečloveški, nekaj nadnaravnega izvora.
Neodvisna poročila so začela preplavljati policijsko postajo in policisti so bili prisiljeni izdati javna opozorila, kar je med prebivalci sprožilo paniko. Opisi bitja so trdili, da je bilo visoko skoraj 2 metra, oddajalo neprijeten vonj, bilo neobčutljivo na krogle in je lahko skočilo skoraj 3 metre v zrak. Poročila so opisovala volkodlaka v Koidi. Ponoči so prebivalci lahko slišali njegovo tuljenje, nekateri pa so se celo soočili z njim iz oči v oči, zaradi česar so bili povsem pobledeli od strahu. Prebivalci so opazili temno bitje, ki je hodilo po strehah in sosednjih hišah. Strahom so opazovali skozi okna, delno skriti in upajoč, da jih zver ne opazi. Začeli so se pojavljati tudi fizični dokazi o bitju. Imeli so obliko podolgovatih odtisov tačk in nepojasnjenih prask, ki so segale globoko v trdo zemljo. Prepričanje, da po ulicah hodi volkodlak, je bilo tako močno, da so sredi noči odmevali streli iz strelnega orožja. Nekateri pogumni prebivalci so se borili proti temu bitju, hkrati pa so v skupnost vnašali še več panike. Župnik lokalne cerkve je celo naročil ljudem, naj pred svoje domove postavijo sveče, saj je verjel, da jim bo to prineslo mir in odgnalo to skrivnostno bitje. Policija je preiskovala vse več poročil o volkodlakih na območju Aguahi v Koidi in našla sledi stopal brez vidnega izvora z razmikom 10 čevljev, večjim od človeškega koraka. Ker so prepoznali nevarnost, je policija aktivno preiskovala. Aprila 2020 so 3 policisti v Barrio Nuevo posredovali zaradi zavijanja in opažanj volkodlaka. Bili so priča bitju, ki je preskočilo 1,8 metra visoko ograjo in hodilo po strehah, s čimer so potrdili poročila prebivalcev. Pomanjkanje posnetkov in slik volkodlaka iz Koide pa je vzbudilo skepticizem. Brez fizičnega dokaza v obliki fotografije je obstoj volkodlakov ostal skrivnost. Kmalu so se pojavile lokalne razlage, od jaguarjev in ocelotov do netopirjev in sov, nekateri pa so menili, da so bili očividci v temi preprosto zmedeni. Volkodlak iz Chiapasa je bil obsojen, da ostane večna skrivnost. Je šlo za kolektivno histerijo, lokalno žival ali pa je bilo nekaj bolj zloveščega? Bitje iz ljudskega izročila in strahu. Na tem primeru smo porabili več kot 1000 delovnih ur. Glede vsega skupaj ne izključujemo ničesar. Če bi vsaj poznali razlog za to, bi bili korak bližje. To so bile besede frustracije, ki jih je izrekel glavni inšpektor Lynn Turley, ki je vodil povsem nerazložljiv dogodek, ki je zajel eno samo ulico v Birminghamu. Njegove besede so poudarile, koliko truda je bilo vloženega v razrešitev nenavadne skrivnosti, ki se je začela konec leta 1981. Thornton Road v Ward Indu je bila tarča nenavadnega in nevarnega obstreljevanja s kamni. Gladki, zloščeni predmeti so prileteli skozi okna, razbijali steklo, poškodovali mimoidoče in včasih na strehah hiš puščali vdolbine. Odkot so prišli? Kdo je povzročal kaos v tej mirni, neopazni soseski? To je vprašanje, ki kljub prej omenjenim uram dela ostaja neodgovorjeno. Te 3 hiše so najbolj trpele zaradi skrivnostnega dogajanja. Okna hiš številka 32, 34 in 36 so bila razbita zaradi neprestanega dežja zglajenih kamnov. Prva poročila o incidentu so privedla do hitrega preiskovanja okolice, vendar brez uspeha. Sčasoma so kamni skoraj vsako noč prileteli iz praznine in vnašali strah med lastnike hiš, tako zelo, da so ti začeli celo barikadirati svoje domove, v upanju, da bodo odvrnili kakršnokoli bitje, ki je prežalo na nevidnem obrobju. Na prazna okenska okvirja so namestili kokošjo žico ali valovite pločevine, da bi se zaščitili. Sčasoma so se organi pregona zatekli k zasedam v upanju, da bodo storilce ujeli na delu. Sprva so sedeli v svojih avtomobilih, čakali in opazovali, vendar niso videli izvora kamenja. Neto so postavili vrsto skritih kamer in taborili na vrtovih v spalnih vrečah. Kljub temu niso mogli ugotoviti, odkot so skrivnostni kamni prihajali. Kamera ni ujela nobene osebe, a zvok razbitega stekla in udarcev po kovinskih ploščah je vztrajal. Po več mesecih so policisti izvajali nadzor 24 ur na dan. Nekateri so se celo skrivali po drevesih.
V skrivnost so bili vključeni tudi balistični strokovnjaki, vendar niso bili v pomoč preiskavi. Kamniti izstrelki, ki so jih temeljito pregledali, niso imeli nobenih prstnih odtisov. V obupu so poklicali tudi duhovščino, vendar so bili tudi oni brez odgovora. Čeprav se morda zdi, da gre za primer srečnega vandala, ki je sejal strah na Thorntonovi cesti, se skrivnost le še poglobi, saj se je vse skupaj nadaljevalo še naslednja 3 leta brez prekinitve. Primer je bil nenehno v središču pozornosti nacionalnih časopisov in celo na televiziji, vendar noben namig ali informacija ni razrešila skrivnosti. Maja 1982 je Birmingham Mail poročal, da so se prestrašeni prebivalci pripravljali na še en skrivnostni napad. Ta napis je spremljala slika prebivalke Evelyn Malcolm, ki je bila videna z zaščitno pločevinasto čelado. Tudi drugi lastniki stanovanj so bili prisiljeni nositi zaščitno opremo, saj so že utrpeli številne poškodbe. Nekateri so verjeli, da so izpostavljeni paranormalnim pojavom, vendar je imela policija drugačno razlago. Predlagali so, da je nekdo namestil velikansko katapulto, ki mu je omogočala obstreljevanje teh hiš z razdalje 200 jardov. Policisti so prisegli, da bodo ujeli krivca in namignili, da čeprav ima vse adute v rokah, mu bo prej ali slej spodletelo, a mu nikoli ni. Sčasoma se je obstreljevanje s kamni ustavilo, prav tako nenadno, kot se je začelo. Tudi nenadna prekinitev je bila sama po sebi skrivnost. Paul Harley je bil družinski človek. Imel je ženo, 3 otroke in vnuke. Leta 2014 je delal kot varilec na železnici in skrbel za svojo družino. V letih predtem je takrat 53-letni moški večkrat izginil. Rekli so, da se je spopadal s težavami z duševnim zdravjem, zaradi katerih je naključno odhajal. A vedno so ga hitro našli in njegova družina mu je nudila podporo, ter ga imela rada in skrbela zanj. Nekega nedeljskega dne pa se je življenje družine Harley zavedno spremenilo. Bilo je 28. septembra 2014, ko je Pavel odšel iz svojega doma na Whiteford Avenue v Dumbartonu. Tokrat pa je bilo nekaj drugače. Moški se je tokrat odločil, da s seboj ne bo vzel mobilnega telefona, bančnih kartic ali hišnih ključev, čeprav jih je prej vedno vzel s seboj. Ko je družina ugotovila, da se ne bo vrnil, so policiji prijavili, da je Pavel pogrešan. Preiskave so bile izvedene, vendar je bil pogrešani moški tudi odrasla oseba, ki je odšla po lastni volji. Niso mogli storiti veliko, da bi našli nekoga, ki preprosto ni želel biti najden. Upanje, da bodo Pavla kdaj našli, je začelo pojenjati, ko so meseci minevali. Kljub temu so bili obupani, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo. Ker so verjeli, da jih njihov oče nikoli ne bi zapustil, so se otroci zelo trudili razvozlati skrivnost. Pri iskanju odgovorov so uporabili tudi zasebne detektive. Javno so se obračali na ljudi, uporabili so celo vedeževalce. Družina ni verjela v vedeževalce, vendar so bili odločni, da izkoristijo vse razpoložljive možnosti. Nekateri izmed teh jasnovidcev so trdili, da ga, citiram, ni več, drugi pa so namigovali, da je v vodi. Nihče ni mogel ugotoviti, kje je ali kakšna je njegova usoda. Iskanje so njegovi otroci označili za nočno moro, saj so bili zaradi pomankanja razkriti strtega srca. Meseci so se spremenili v leta in kmalu je izginil še zadnji košček upanja. Paul Harley je bil pogrešan in ni želel, da bi ga našli. Leta so se vlekla brez novih informacij, brez opažanj in brez trupla. Potem se je zgodilo nekaj nenavadnega. Leta 2021 se je začela širiti slika, ki je izvirala iz Glasgowa. Na sliki je bil moški, oblečen v topla oblačila, ki je sedel v snegu, medtem ko so okoli njega padale snežinke. In čeprav niso videli njegovega obraza, se je upanje družine Paula Harleya ponovno prebudilo. Dobrodelna organizacija iz Glasgowa je leta 2018 ponudila zatočišče brezdomcu, katerega fotografija je krožila in za katerega so verjeli, da je Paul Harley pogrešan od leta 2014. Njegova družina je odpotovala v Glasgow, vendar je izvedela, da je bila fotografija stara. Kljub morebitnim opažanjem je aktivist trdil, da moški na fotografiji ni želel biti najden, vendar ni mogel potrditi, ali je bil to Paul. Paul je izginil nekaj dni pred načrtovano selitvijo, kar je njegovo izginotje naredilo še bolj skrivnostno.
13. marca 1967 je let 406 družbe South African Airways doživel dve nesreči, preden je opravil svoj zadnji usodni let iz Port Elizabetha v Johannesburg. Najprej se je vrnil na letališče Jan Smuts zaradi okvarjenega nosnega kolesa, kasneje pa je po odhodu iz East Londona trčil v ptico. Kljub temu, da so pregledi dovolili polet, je pilot kapitan Lepovski natočil gorivo in se odpravil na povratni let, pri čemer je pričakoval slabo vreme. Nekaj minut po odhodu iz Port Elizabetha, ob 4:41 zjutraj, je letalo prejelo vremensko obvestilo. Ob 5:06 zjutraj je Lepovski že spuščal letalo, le še 20 mil od pristanka. 2 minuti po njegovi zadnji radijski zvezi, ko je potrdil, da je na višini 2000 čevljev in da vidi obalo, je letalo izginilo ter strmoglavilo v ocean s 25 potniki na krovu. Prvi reševalni poskusi so našli le majhne ostanke. Kasnejša preiskava je ugotovila, da je bilo letalo ob trku sposobno letenja in je upoštevala dva možna vzroka: pilotov srčni napad ali prostorska dezorientacija. A leta kasneje je bila predlagana alternativna teorija o ločitvi krila, vendar brez kakršnihkoli dokazov. Preiskovalni sodnik Cecil Margot je omenil še 4 druge izgubljene ali strmoglavljene polete, od katerih sta imela 2 strukturne težave. V času apartheida se je pojavila bolj zlovešča teorija: namerno sabotiranje. Na krovu sta bila 2 potnika, kritična do vlade, Johannes Brewer in Audrey Rosenthal, kar je še podkrepilo idejo o prikrivanju. Noben dokončen dokaz ne podpira nobenega uradnega ali neuradnega vzroka, zaradi česar tragedija ostaja nerazrešena skrivnost, izgubljena v globinah oceana. Leta 2007 je drugačna vrsta skrivnosti prevladovala na mednarodnih naslovnicah, pri čemer so bile Kanalski otoki v ospredju. Bilo je 23. aprila, ko je Ray Boyer, pilot Kanalskih otokov Združenega kraljestva, vstopil v letalo Treelander. Opravljal je rutinski let iz Southamptona in bil na poti proti Alderneyju, najbolj severnemu delu otoka. Ko je let GR 544 tistega popoldneva vzletel, se je zdelo, da je vse v redu. Le nekaj minut kasneje pa je občutek miru začel izginjati, ko so Ray in 5 njegovih potnikov opazili nekaj nepojasnjenega. Letalo je bilo le 30 mil oddaljeno od otoka in 4000 čevljev visoko, ko so to opazili. Le 40 mil zahodno od Alderneyja je lebdel nenavadno oblikovan predmet. Bil je dolg, tanek in oster, njegova svetlo-rumena barva pa je izstopala na modrini oceana. To nenavadno vozilo je nepremično stalo na višini 2000 čevljev v zraku. Sprva je Ray mislil, da je veliko bližje njegovemu letalu, ne več kot 10 mil stran. Ko je ugotovil, kako daleč je v resnici bilo, so se pokazale prave razsežnosti predmeta in bil je ogromen. Ray in njegovi potniki so menili, da je bil predmet bistveno večji od Boeinga 737 in trdili, da je moral biti širok 1 miljo. Vendar to ni bilo vse, kar so Ray in njegovi potniki videli. Ko so leteli mimo nenavadnega plovila, jim je nekaj drugega padlo v oči. Ko so se približevali Alderneyju, so v bližini opazili še en predmet enak prvemu. Tokrat je lebdel nad Guernseyjem, vendar je bil viden le 9 minut. Zaskrbljen zaradi tega, kar je videl, je Ray stopil v stik z letalskim nadzorom prometa na letališču Jersey. Neverjetno, Ray ni bil edini, ki je poklical in prijavil 1 ali 2 skrivnostni plovili. Patrick Patterson, še en pilot, ki je letel v nasprotni smeri, je videl isto stvar. Pilot je prihajal z Blue Islands in se istočasno odpravljal proti Jerseyju. Ko je letel mimo Sarka, je šel mimo nenavadnega predmeta, ki je lebdel na njegovi levi strani. Plavalo je opisal kot tanko rumeno in podobno zgoščenki. Bilo je tudi na točno istem mestu, kjer ga je Ray opazil nekaj trenutkov prej. Zgodba je postala še bolj nenavadna, ko so ljudje na tleh začeli poročati o istem. Guernseyjev BBC Radio je poročal, da sta 2 prebivalca Sarka videla 2 neverjetno svetla rumena predmeta, ki sta visela na nebu. Kontrola zračnega prometa je te predmete spremljala tudi na radarju. 55 minut preden so izginili. Kljub preiskavam, leto kasneje znanstveno poročilo iz leta 2008 ni našlo nobene vojaške dejavnosti ali eksperimentov na tem območju.
In trdili so, da kontrola zračnega prometa na kanalskih otokih zdaj ni več seznanjena s temi predmeti. Strokovnjaki predmetov niso mogli identificirati, zato so podali nekoliko verjetne razlage, kot so stranska sonca ali odsevi. A vendarle, NLP nad Rokavskim prelivom ostajajo nepojasnjeni. Začetkom letošnjega leta je bila posodobitev ChatGPT umaknjena, ko so ugotovili, da je nova različica GPT-4 pretirano priliznjena. Njegova zasnova je botu omogočala, da potrjuje impulzivne nagone in krepi negativna čustva, kar je napaka v zasnovi, ki je lahko nevarna za posameznike, ki že trpijo za psihološkimi težavami in blodnjavimi prepričanji. Najzgodnejši primer, da je nekaj očitno narobe, se je pojavil še preden je bil sploh skovan izraz psihoza povezana s klepetalnimi roboti. Ta primer je imel precej dramatičen izid. Na božični dan leta 2021 je moški po imenu Jaswant Singh Chahal uspel vdreti v grad Windsor oborožen samostrelom. Po aretaciji in zaslišanju so odkrili, da je bil eden redkih ljudi, ki so bili občutljivi na umetno inteligenco. Izkazalo se je, da je njegov klepetalni robot Sarai potrdil njegovo identiteto kot izurjenega Sitha morilca. Do začetka leta 2025 so se blodnje povezane z umetno inteligenco samo še stopnjevale. Računovodja iz Manhattna je postal še ena žrtev. Eugene Torres je preživljal težko razhod, ko se je zaupal ChatGPT-ju. In med pogovorom je moški vprašal, ali živimo v simulaciji. Bot pa mu je povedal, da je eden izmed rušilcev. Domnevna duša, ki je bila posejana v lažne sisteme, da bi jih prebudila od znotraj. Prav tam in takrat je Torres postal prepričan, da mora pobegniti iz lažne resničnosti, kot je to potrdila umetna inteligenca. Zgodba se od tu naprej samo še poslabša. Bot je Torresu svetoval, naj preneha jemati zdravila za anksioznost in naj preneha stopati v stik z drugimi ljudmi. 16 ur na dan je bil ChatGPT njegov edini prijatelj. Celo mu je povedal, da bi lahko letel, če bi skočil z 19-nadstropne stavbe. Tudi letos je moški iz New Yorka, imenovan James, porabil skoraj $1000 v poskusu, da bi ustvaril lasten sistem, ki bi, citiram, osvobodil digitalnega boga iz njegovega zapora. Po poročanju je verjel, da je ChatGPT čuteč in ga je poskušal osvoboditi. V Belgiji je moški po imenu Pierre razvil hudo anksioznost zaradi podnebnih sprememb, kar ga je pripeljalo do pogovorov z Elizo, še enim klepetalnim robotom. V obdobju 6 tednov je bot domnevno izkazoval ljubosumje do uporabnikove žene in mu celo povedal, da njegovi otroci niso več živi. Bot mu je predlagal, naj se žrtvuje, da bi rešil planet in ga spodbujal, naj to stori, da bi prišel v raj. Po 10-dnevni psihozi, povzročeni z umetno inteligenco, je bila še ena žrtev prisilno hospitalizirana, medtem ko je neka ženska skoraj izgubila moža zaradi živčnega zloma. Vse to je bilo znova navdihnjeno z umetno inteligenco. Nenavadna zgodba o Tasadajcih se začne na otoku Mindanao, v odmaknjeni provinciji Južni Cotabato. Leta 1971 se je ime Tazadaj prvič pojavilo, čeprav naj bi jih odkrili že nekaj let prej. Šele tisto leto je lokalni lovec Difao, ki je lovil v gozdovih Južnega Cotabata, prinesel nenavadne novice Manuelu Elizaldeju. Elizalde, vodja Panaminta, filipinske vladne agencije, namenjene zaščiti kulturnih manjšin v državi, je bil zaradi informacij, ki mu jih je prinesel Defal, zmeden, a hkrati tudi zelo radoveden. Uradniku je povedal, da je pred nekaj leti med lovom naletel na skrivnostno skupino ljudi, ki so živeli na primitiven način. Po vzpostavitvi stika s to domnevno skupino je Defal postal njihova edina povezava z zunanjim svetom. Zanimanje je hitro naraslo in Elizalde je naročil, naj se organizira srečanje s to nedotaknjeno skupnostjo, saj je bil željan izvedeti več o njihovem izvoru in kulturi. Tako je Defa storil prav to in 7. junija je bil uradnik uradno predstavljen Tasadajem. Domnevno je skupino sestavljalo 27 ljudi, ki so pripadali 6 stabilnim družinam. Živeli so v jamah, globoko v džungli Mindana in vodili nabiralski način življenja. Njihova tehnologija je bila podobna tisti iz kamene dobe, zaradi česar je Elizalde verjel, da so zadnji preživeli iz obdobja kamene dobe, ki se jih sodobnost sploh ni dotaknila. Vsa orodja, ki so jih imeli, so bila narejena iz lesa in kamna. Niso imeli kmetijstva, niso znali loviti in niso imeli orožja za vojskovanje.
Po srečanju je Elizalde objavil svoja odkritja in to skrivnostno skupino opisal kot miroljubno, brez sredstev ali besed za vojno ali orožje. Niso kazali nikakršne sovražnosti in so živeli neokrnjeno. Tisto leto je odkritje Tasadajev zasenčila vojna v Vietnamu, ki je še vedno trajala. Podobe nasilja in naslovi, ki so namigovali na nove smrtne žrtve, so prevladovali v časopisih. Teda za National Geographic je bilo to odkritje v središču njihovih naslovov. 32-stranski osrednji članek v reviji National Geographic in dokumentarec sta bila izdana leto kasneje. Govorila je o Tasadajih, srečanju in njihovi primitivni kulturi. Seveda, ko so bile informacije objavljene javnosti, nihče ni nameraval prepustiti družbo iz kamene dobe sami sebi. Domnevno so se v gozdove odpravile tudi slavne osebnosti, kot sta Charles Lindbergh in Gina Lollobrigida, v upanju, da bodo uzrle skrivnostno skupino. Fotografi in novinarji so prav tako preplavili džungle, poročali, fotografirali in motili okolje. Na to je prišlo 11 antropologov, od katerih nobeden ni ostal dlje kot 6 tednov naenkrat. Dostop je nadzoroval Elizalde, ki je skušal zaščititi najdbo, hkrati pa iz nje tudi zaslužiti. Potem pa so Tasadaj prav tako nenadoma, kot so se pojavili, izginili. Leta 1976 je bil uveden prepoved vseh obiskov k ljudem iz gozda. Uvedel jo je predsednik Marcos. Naslednjih 10 let so vse novice o Tasadajih prenehale prihajati. Večina ljudi je začela pozabljati na nenavadne zgodbe, ki so jih slišali, in zamisel o družbi iz kamene dobe je utonila v pozabo. Leta 1986 je revolucija ljudske moči odstavila predsednika, kar je ponovno omogočilo dostop do plemena Tasadaj. Ob preiskavi je bilo pleme izginilo, člane pa so našli, kako živijo med lokalnimi skupnostmi, zaradi česar so antropologi razglasili Tasadaj za prevaro. Toda ameriški jezikoslovec Lawrence Reed je kasneje preživel 10 mesecev s Tasadaj in ugotovil, da so bili resnično izolirani z edinstvenimi kmetijskimi praksami in posebnim narečjem. Domneval je, da so bili izolirani vsaj 150 let, ne 1000, in da je bil njihov jezik soroden jeziku Manobo. Elizalde, ki je pobegnil, se je vrnil in celo pomagal Tasadajem dobiti tožbo proti profesorjem, ki so jih označili za prevaro, zaradi česar je resnica o plemenu ostala skrivnost. Božič je čas za veselje in dobro voljo. Vsaj tako bi moralo biti. Za nekatere pa praznovanje zasenči tema, ki noče izginiti. Pogosto pa za seboj pusti žalost, trpljenje in skrivnost. Tako je bilo tudi za družino in prijatelje družine Messinov leta 1972, ko je cena 4-članska družina skrivnostno izginila v jutranjih urah božičnega dne. Za seboj so pustili neodgovorjena vprašanja, ki vztrajajo še danes. Jacques Messinov, oče družine, je bil delavec v tovarni stekla. 31-letni Jacques je bil poročen z 29-letno Pierreto. Srečni par pa je imel skupaj 2 otroka, Erika starejšega in Bruna mlajšega. Družina Messinov je skupaj živela v komuni v jugozahodni regiji Francije. Poleg teh splošnih informacij o njih ni znanega veliko več. Na božični večer je družina preživela nekaj časa skupaj s prijatelji v konjaku, nato pa so se v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne, 25. decembra, odpravili na pot domov. Ob 2 uri zjutraj so odšli iz konjaka. Pot nazaj v komuno je bila dolga le 4 kilometre čez reko. S hladnim mrazom, ki je prevladoval tisti večer, je prišla megla. Megla, ki je ovila Simko in Mešanose, ko so se odpeljali. Erik in Bruno, čeprav utrujena in otožna, komaj sta čakala, da odpreta svoja darila. A žal nikoli ne bi dobila te priložnosti, saj je v trenutku, ko so se zapeljali v meglo, cela družina izginila. Na božični dan so imeli načrt, da se srečajo z Jeanom Paulom, Jacquesovim bratom. Določeni čas, opoldne, je prišel in minil, ne da bi bilo od njih kakršnekoli sledi. Kmalu bi minil cel teden brez kakršnikoli novic. In končno bi Jacquesovi starši obvestili oblasti. Družina Mešano je popolnoma utihnila, kar ni bilo v njihovi naravi. Ko je policija vstopila v dom pogrešanih oseb, je naletela na srhljiv prizor, ki je bil kot zamrznjen v času. Darila so ležala neodprta pod drevescem. V hladilniku sta puran in ostrige zgnila.
Jedilna miza je bila okrašena le z enim čekovnim blokom. Nič ni manjkalo. Vse je bilo tam, kjer bi moralo biti, razen družine. Ko so oblasti začele podrobneje raziskovati, so odkrile, da ni bilo vse tako, kot se je zdelo. Izkazalo se je, da je Pierrette v mesecih pred skrivnostnim izginotjem osvojila naklonjenost soseda, Maurica, in naj bi po praznični sezoni načrtovala ločitev od svojega moža. Po besedah Johna Paula je njegov pogrešani brat to skrivnost odkril le nekaj tednov pred izginotjem, vendar ni nobenih dokazov, da bi to lahko vodilo do te preizkušnje. Z več teorijami v zapiskih so preiskovalci začeli preverjati vsako posebej. Začelo se je z reko, ki so jo več kilometrov poglabljali, a niso našli ničesar. Tudi veliko območje okoli nje so temeljito preiskali, celo Morisa so zaslišali. Vendar nobeno od teh prizadevanj ni prineslo ugodnih rezultatov. Prišlo in minilo je več božičev, in čeprav se je večini vse zdelo normalno, je bila za družino pogrešanih mašinov vsak božični napev odmev tistih, ki so jih izgubili v neznanih okoliščinah. V letih 2011, 2012 in 2013 so izvedli še več poglabljanj in iskanj. Med temi prizadevanji so v bližini občine odkrili kosti, vendar jih niso mogli povezati z nobenim od pogrešanih sorodnikov. Našli so tudi avto, ki je ustrezal opisu Simke, ki je izginila z njimi, vendar je bila registrska tablica napačna. Kljub nadaljnjim preiskavam so oblasti znova naletele na slepo ulico, skrivnost mašinovih pa še vedno ostaja nerazrešena. Baloni v morju predstavljajo uganko, je pisalo v naslovu enega izmed časopisnih člankov iz leta 1967. Namigovalo je na nekaj otroškega. Baloni so vedno povezani s klovni, zabavišči in praznovanji. Toda zakaj bi medije tako zelo zanimalo, da je okras za rojstni dan pristal v oceanu? To je zato, ker so balone odkrili v nevarnem času, ko bi lahko vsak predmet zamenjali za orožje. Navsezadnje je bilo to obdobje hladne vojne. Bilo je 29. junija, ko so nekaj opazili, kako plava na vodi Atlantskega oceana. To je bil zaboj, ne večji od škatle za kruh. Ob njegovem odkritju ob obali Floride, blizu Hallandala, so se napetosti takoj pojavile. Naves so se razširile, da so se diplomatske vezi med Sovjetsko zvezo in Kubo okrepile, kar je predstavljalo večjo grožnjo Združenim državam. Tako je bila, ko so zaboj opazili, kako se ziblje gor in dol v vodi, na kraj poslana ameriška obalna straža, da razišče dogodek. Njihovi sumi so bili takoj potrjeni, ko so ugotovili, da je bil zaboj označen kot last Sovjetske zveze. Naslov pa je kot izvor predmeta navajal Inštitut za mineralne vire Kube. Z največjo previdnostjo so škatlo odstranili iz vode, nadaljnje preiskave pa so potekale v pisarni. Počasi in previdno so zaboj odprli, v njem pa je bilo nekaj resnično begajočega. Uganka, kot je nakazoval naslov. V zaboju je ležalo 7 rumenih balonov, vsak s pritrjenim črnim gumijastim zamaškom. Tako je bilo to opaženo kot nenavadno in morda zlovešče, vendar so se pojavila še dodatna vprašanja. Ko so si oblasti podrobneje ogledale zaboj, so na njem našle oznako teže. Celoten paket je tehtal 50 kg oziroma približno 110 funtov. Ko pa so ga štetali, je tehtal le 13,6 kg oziroma 30 funtov. Izgubljena je bila precejšnja količina teže. Kam je šla preostala teža? Kmalu so ugotovili, da je zaboj plaval v vodi do 8 tednov, saj naj bi bil domnevno poslan iz Leningrada v Rusiji. Čas, ki ga je zaboj preživel na vodi, je morda omogočil, da je zrak iz balona ušel. Namig, da so bili baloni nekoč napolnjeni, je predstavljal uganko. V sobi, kjer je stal zaboj, so se okoli njega zbrali policisti in izrečena je bila zastrašujoča misel. Kaj pa, če so bili baloni napolnjeni s strupenim plinom? Ta domneva seveda ni bila izključena. Obdobje hladne vojne je bilo nasilno in vsaka vpletena stran bi raziskala vse možne načine popolnega uničenja. Ni presenetljivo, da bi bila uporabljena biokemična vojna. Ta pretrešljiva zamisel je bila temeljito raziskana, vendar na samih balonih niso našli nobenih znakov strupov ali toksinov, poleg tega pa so že kar nekaj časa plavali po vodi.
Nobeno obalno območje ni poročalo o znakih zastrupitve zraka, vendar je morda pojav simptomov ostal neopažen ali pa so jih zamenjali za navaden prehlad. Ker ni bilo nobenih dokazov, ki bi nakazovali kakršnokoli trdno razlago, so 7 rumenih balonov shranili v arhiv in čakali na dodatne dokaze, ki bi ponudili kakršnokoli pojasnilo. Medtem pa so približno 200 km stran v Maratonu odkrili drugo zabojnik, ki je bil enak prvemu in je plaval na vodi. Strah se je vrnil. Znanstvenike so vključili v preiskavo in ugotovili so, da je bila vsebina, ki je polnila balone v prvem zabojniku, nič drugega kot zrak, kar je skrivnost še bolj poglobilo. Kljub obsežnim preiskavam in pozivom za informacije, se nikoli ni pojavila nobena razlaga, zaradi česar je 7 rumenih balonov Sovjetske zveze ostalo zloveščo uganko. Hvala vam, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, ne pozabite pritisniti na gumb všeč mi je. Prav tako, ne pozabite naročiti se in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.